Tako, spoštovana Ptujix publika, začenjamo serijo letošnjih predvolilnih intervjujev in z nami je prvi kandidat, gospod Franjo Rozman. Tako da kar pričnimo, kdo je Franjo Rozman? Pozdravljeni Ptujix publika. Sem Ptujčan, 6 generacij, drugače pa izobrazbi diplomirani ekonomist, končujem tudi magisterij iz menedžmenta znanja. Začel sem tudi kot študent strojništva, kjer sem absolviral visoko strojno šolo in prva služba mi je bila v razvojnem oddelku, kjer sem se ravno ukvarjal z vodami in čiščenjem vod. Zakaj je gospod Rozman kandidatura in na kateri listi oziroma pri kateri stranki? Kandidiram pri stranki SDS, ki jo tudi vodim že nekaj let, prej sem bil dolga leta tajnik. In verjamem, da je to tista stranka, ki lahko edina ponudi celostno rešitev za preporod Ptuja, ker zadnjih 20 let, odkar je bil nazadnje naš župan dr. Miroslav Luci, se stvari niso tako odvijale, kot bi si želeli. Smo na repu, kaj se tiče povprečne plače, smo na repu razvojnega indeksa, smo na repu pri marsičem, tudi pri pridobivanju sredstev, smo edino v vrhu zadolženosti. Ja, marsikdo se dejansko spominja, da je tisti neki optimistični razvojni momentum Ptuja dejansko bil nekje tam do leta 2002, potem pa je sledila pretvorba mesta v vas. Med posledicami tega procesa je katastrofalna obnova gledališča, katastrofalna obnova tržnice, uničenje samostana in nenazadnje uničenje arheologije. V bistvu smo mi vse neke meščanske in kulturne atribute zavrgli, da smo se pretvorili v mesto zabave, ampak s tem smo dejansko padli na rep, kot ste dejali. Kako se sedaj lotiti te res velike gore problemov, ki jih imamo? Ja, res je. Kot sem tudi malo analiziral, ker to je tudi moje delo bilo v stranki, jaz sem operativec, nisem noben ideolog, niti me to nikoli ni zanimalo. Tudi dr. Miroslav Luci, ki je bil 2 mandata župan in državni sekretar, bil je tudi veleposlanik, častni občan Ptuja, je bil osebnost, ki je bil sprejemljiv za vse. Nič mu ni očital nikoli nobene ideologije, ker to nikoli ni bil in tako kot on, sem tudi jaz neobremenjen z ideologijo, želim pa nekaj dobrega napraviti za Ptuj. In popraviti napake ni enostavno, v vsakem primeru pa se moramo truditi, da ne bomo delali novih. Spomnim se leta 2000, ko je dr. Šeligo bil tukaj in se je s takratnim županom, dr. Lucijem, dogovoril, da se bo arhiv uredil v Dominikanco. In šlo je vse v tej smeri, potem pa je se to nekako pozabilo in šlo je v drugo smer. Zdaj najti rešitev za te artefakte, ki jih je 600 000, je več možnosti. In prva možnost, prva potreba, ne samo možnost, pa je, da se z pristojnimi državnimi institucijami sedemo skupaj za mizo in da se dogovorimo. Ni samo dovolj opozarjati na to, ampak treba tudi z nekim menedžerskim pristopom posesti vse deležnike skupaj in najti primerno rešitev seveda skupaj za stroko. Zato sem tudi dal na svojo listo doktorja arheologije, ki se zelo spozna na to, je zaposlen v Arhivu Republike Slovenije, mi zelo pomaga z nasveti in verjamem, da mogoče nova stavba, mogoče bi bila primerna žitnica, mogoče pa neka modularna rešitev, da postopoma, tako kot bodo prihajala denarna sredstva, bomo gradili tudi pa povečevali muzej. Kaj bi kot kandidat, za katerega lahko tudi Ptujix potrdi, da se dejansko ni pojavil samo za te volitve, se pravi, Franjo Rozman ni kandidat, ki bi mu zadišale volitve in ga ne bi bilo zraven, ampak dejansko lahko tudi mi, ki smo res kritično oko Ptuja, potrdimo, da dela tudi, ko ni kandidat. Kaj bi izpostavil kot 3 tiste najbolj temeljne probleme mesta in ker nismo tu en komercialni medij, ki iz politike dela šov, še bomo vprašali, kaj bi bile rešitve teh problemov,
ker ni zadosti, da na soočenjih samo probleme naštevamo, pol pa vse ostane vedno isto, kot je bilo. Tako je, tudi sam nisem predstavljaš tega, da obljubljamo, da bomo nekaj naredili, potem pa čez 4 leta znamo fantastično razložiti, zakaj tega nismo naredili in da je vedno kriv nekdo drug. Mi imamo 5 točk programa. Na prvem mestu je ureditev tranzicijskih poti in lokalne infrastrukture ter varna šolska pot. Tukaj razumemo, da moramo rešiti problem Ormoške ceste, da sanacija cest lokalnega pomena mora biti učinkovitejša. Zelo me žalosti, da na napake, ki smo opozarjali, se niso popravile, da so investicije oziroma obnove, da je trajala predolgo, da so stale potem preveč, podobno kot pri tržnici, ki je bilo potem še sprejetih kar nekaj aneksov in so šle številke v nebo. Varne šolske poti, če hočemo obdržati tukaj mlade, mladi seveda imajo družine in mlajše otroke, ki hodijo v vrtec, šolo in potem v srednjo šolo. Upam, da tudi bo tukaj se nadaljevala tradicija višjega in visokošolskega študija, potrebujejo varne šolske poti. Kot druga točka je stanovanjska politika, ki mora biti prijazna do občanov. Predvsem v starem mestnem jedru je potrebno postoriti, da se bodo ti stanovalci, ki tukaj stanujejo, prijetno počutili, da bodo imeli nekako človeka vredno življenje tukaj, bivalne pogoje. Problem je požarna varnost, zato tudi imamo gasilca na 3. mestu, ki ima izkušnje za tem in tudi mi marsikaj svetuje, kako rešiti to problematiko in odpreti se moramo za turiste. Potem čisto okolje in zdrava pitna voda. Enostavno težko razumem, da kot mestna občina se pogovarjamo o tem, katera ulica, katero naselje bo še dobilo kanalizacijo ali pa mestni vodovod. To bi že moglo stavno biti rešeno. To ima 2000-letno zgodovino, to so že gradili Rimljani, še zdaj so ostanki vodovoda, ki je bil speljan od takratne Petovione. In zdaj, kaj se pa tiče obnove mestnega vodovoda, je pa tako, pripravlja se res projektna dokumentacija, ampak na takšen način, da kot težko rečem, da sem velik strokovnjak, ampak se spoznam na določene projekte, je pripravljanje neučinkovito, ker projektantov je več, vprašanje je, kako so skoordinirani in verjamem, da bi ta gordijski vozel se mogel preseči, da bi bili projektanti hitrejši in tudi bolj povezani med sabo, da potem končni produkt bi bil takšen, ki bi se lahko realiziral. Zdaj pa eno tako zelo resno vprašanje, ki ga nekako novinarji, ne upajo postaviti, ker je povsem evidentno, zato ga bo postavil Ptuj-Liks. Kot smo že dejala prej, bilo je obdobje dr. Miroslava Lucija. In potem, ko lahko sedaj že pogledamo nazaj na 20-letno obdobje, je Ptuj po letu 2002, namesto da bi se razvijal v svetovno znano, pomembno in lepo mesto, lepo tako iz leta v leto vedno bolj postajal raj za korupcijo, klientelizem, nepotizem. In v bistvu, ko pride nekdo od drugod in se vpraša, kak je lahko tako lepo mesto s tako arhitekturo, tako dobrim duhom, v bistvu res na nekem repu leži. To bi mogel biti raj za turizem, raj za ustvarjalce, za umetnike. Kako se lotiti tega problema, ki pa je de facto tisti glavni problem, ki hromi razvoj mesta, se pravi ta zakoreninjen koruptivni tumor, ki skrbi, da več denarja odteka v žepe in na račune prijateljev, kolegov, družinskih članov, kakor res v realne investicije, denimo od, v narekovajih, razvojne agencije Bistvia, Ptuj nima de facto nič. Ja, zanimiva je recimo moja osebna zgodba. Rekel sem, da sem 6 generacij, smo na Ptuju, pa nobeden ni zaposlen v javnem sektorju. In
verjamem, da je to moja prednost pred ostalimi kandidati. Prihajam iz gospodarstva, sem tudi ekonomist, bil sem podpredsednik nadzornega odbora v mestni občini, sem tudi član kar nekaj nadzornih odborov, sicer v društvih, in poznam denarni tok. Ko sem delal v teh podjetjih, sem točno videl, kako so ti denarni tokovi šli, kako se je prelivalo tudi premoženje iz javnega sektorja v zasebni sektor. Ni normalno, da neko podjetje, ki ustvari samo 20% prihodkov iz javnega sektorja, ustvari 80% dobička iz tega posla. In zdaj v vsakem primeru večji nadzor. Prvo, kar bi napravil, bi poskrbel, da vsa poročila nadzornega odbora, ki so bila obravnavana tudi na mestnem svetu in ki so javno dostopna, bi se zahteve, ki smo jih dali, priporočila, bi se preverilo in poskrbelo, da bi se to realiziralo. Ker nisem mogel verjeti, da nekateri zavodi nekaterih stvari enostavno nimajo in da odgovorne osebe niti ne čutijo potrebe potem, da bi se to uredilo, ampak to je zakonska določilo. To ni zdaj moja kaprica ali pa recimo ptujska posebnost, to so republiški zakoni, ki jih zavezujejo k temu, da to uredijo. In če bo to bolj transparentno, če bo nadzor deloval, bo v vsakem primeru to izkoreninjeno, ker niso toliko važna zame imena in priimki, ampak važna je učinkovitost, kako nekdo upravlja. Jaz verjamem, v to sem tudi idealist, da 95% ljudi želi delati dobro, samo imajo napačna navodila. V bistvu lahko zaključimo, da se je Ptuj znašel na repu vseh teh pomembnih statistik ravno zaradi negativne kadrovske selekcije, korupcije in zaposlovanja družinskih članov namesto strokovnjakov. Sedaj pa bistveno vprašanje. Ko pogledamo mesta, ki smo se jim nekoč v narekovajih, poudarjam v narekovajih, lahko smejali, sedaj puvajo industrijske cone, investitorje, gradijo tovarne. Kdaj je imel Ptuj nazadnje velikega investitorja od drugod? In glede na to, da je vprašanje retorično, ker se tega ne spomnimo, kako ga dejansko zdaj naposled dobiti, pa ne samo enega, ampak več, kako oživeti poslovno cono na Ptuju? Ja, v vsakem primeru potrebujemo župana, ki govori tudi gospodarski jezik, ki je iz gospodarstva, ker z nekom, ki tega ni vešč, bodo gospodarstveniki samo zgubili čas. Spomnim se v času že omenjenega župana Miroslava Lucija, ne želim ga toliko omenjati, ampak kot vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja delam z 23 občinami in so me župani tudi spomnili na njegovo obdobje in kako je bil povezovan, kako je bil kot vodja regije, takrat neformalni vodja regije in tako naprej. Takrat so se zemljišča kupovala, sedaj se prodajajo. Takrat se je dogovarjalo, da na področju tam, kjer je zdaj Q-center, bo prišel investitor, tako imenovana Greenfield investicija, bi to bila, zaposlil bi 500 ljudi iz lokalnega okolja in se je vse pripravljalo v tej smeri. Teh pogovorov od takrat, vse jaz jih ne spomnim, da bi bili. In poglejte, dejansko treba ljudi povezati, voditi nek tim, interdisciplinaren, mednarodni. To so pač veščine, ki jih pač moraš imeti. Verjamem, da jih imam in bi tako tudi pristopil k temu problemu. In vsak je začel z neko manjšo dejavnostjo. Poznamo primer Apple, oni so začeli v garaži, pa niso zdaj edini, potem pa so se razvili in tudi mi lahko začnemo z manjšimi koraki, spodbujamo tisto, kar znamo. Ptuj je imel zelo dobre obrtnike, zelo dobre orodjarje, na marsikaj smo pozabili. In verjamem, da še to znanje obstaja in nekaj je narobe, recimo v Ptuju, da imamo med 140 nekje registriranimi podjetji, ki imajo delavce v tujini in potem podjetje je registrirano na Slovaškem, ponavadi imajo registracije BL, ampak to sploh ni pomembno. Zakaj so odšli?
zakaj ne pridejo nazaj? Jaz verjamem, da bi radi prišli sem nazaj na Ptuj, ker se tukaj tudi pokažejo in govorijo o problematiki, ampak nihče jim ne prisluhne. Dajmo napraviti ne samo Ptuj, tudi našo državo takšno, da bo prijazna do podjetnikov, ker če bomo imeli uspešne podjetnike, se bo pobralo dosti več davka, bodo tudi ljudje boljše plačani, si bodo lahko privoščili čisto vse, kar Ptuj ponuja. Ne pa, da imamo prireditve, potem pa se čudimo, da ljudje po prireditvi ne grejo v noben lokal, da nič ne zapravijo, da ne kupijo spominkov in tako naprej. Pa treba dvigniti kupno moč. To, ko ste omenili, Podlihnik ima večjo povprečno plačo kot pa Ptuj. Bil sem v Romuniji, vedno smo se delali, ja, Romunija, kako so nerazviti. Boljši avtopark imajo kot mi. Če pogledamo tam mesto Brašov, se razvija, tam je industrija, vidi se po gostilnah, da so polne, ljudje so urejeni, mesto je vedno bolj urejeno in verjamem, da za drugačne menedžiranje se da marsikaj napraviti tudi v 4 letih. Tukaj imamo blizu Ormož, Kidričevo želi biti mestna občina. Pa najprej je bilo to naselje, zdaj pa bo mestna občina in bo nas mogoče v čem celo prehitela. Imeli so 5-6 milijonov proračuna, dobili pa so 20 milijonov državnih sredstev za državne projekte. In to so uspešni župani. Vse tako, kot smo dejali, dejansko smo mi v preteklem desetletju postali ena karikatura mesta. To je vse na nekem karnevalskem nivoju. Zbiranje kadrov, debate, vse je skupaj ena smešnica. Zato smo, kjer smo. Tako da zelo pomembno vprašanje je, ko se bližava k koncu, kaj bi Franjo Rozman, oziroma ne kaj bi, kaj bo v primeru županstva Franjo Rozman storil, da bo Ptuj po najkrajši možni poti nehal smrdeti od perutnine. Poglejte, v vsakem primeru zelo cenim 3 največja podjetja, 3 največje delodajalce že leta. Osebno sem tudi delal z njimi, kjerkoli sem bil zaposlen, tudi sedaj. Od njih je odvisno ogromno družin in verjamem, da se da vse dogovoriti. To, da občasno so vonjave, to pomeni, da je mogoče samo predozirana na tista peč, kjer pač kurijo, kaj pač kurijo, mogoče rabijo samo večje skladišče, mogoče se treba samo malo prilagoditi, mogoče še rabijo kaj drugega. Prisluhnili so tudi k temu, da imajo svojo čistilno napravo, da je sedaj naša čistilna naprava razbremenjena za 2000 ton letno, ker vsak podjetnik iz lastnih izkušenj vem, da želi ohraniti zdravo okolje, mora pa imeti realne pogoje in tudi primernega sogovornika, ne pa nekoga, ki se ne zna z njimi pogovarjati. Jaz verjamem, pač rabiš neko kilometrino in to je moja nekako neulovljiva prednost, da za svojimi izkušnjami iz gospodarstva, meni je žal, jaz jih imam edini. Nihče drug od kandidatov ni delal v gospodarstvu. Tudi sem edini, ki imam odrasle otroke, zato tudi vem, kakšna je problematika mladih pri iskanju stanovanj iz lastnih izkušenj. Jaz ne znam samo govoriti o tem, jaz imam lastne izkušnje iz gospodarstva in za otroci. Za zaključek, tako zelo zanimivo vprašanje. Če bi bile volitve kviz in bi kandidat zmagal, če bi dal pravilen odgovor, bomo sedaj Franja Rozmana vprašali, zakaj bi si Franjo Rozman zaslužil biti župan Ptuja. Mogoče zaradi tega, ker je letos skozi naše roke plavalnega kluba, ki sem ga ustanovil, obudil, nadgradil, šlo več kot 2000 otrok. Jaz verjamem, da smo komu s tem tudi rešili življenje. In če pa smo že pri kvizih, govorim 3 tuje jezike, zdaj srbščine, hrvaščine, bosanščine, tega ne štejem kot tuj jezik, je seveda tuj jezik, ampak to je nekako samoumevno.
kot motorist sem bil v 30 državah, sem preživel in nekako tudi kot športnik moram malo več, ker poleg službe sem še se vedno ukvarjal z športom, potem tudi amatersko z politiko. Politike nikoli nisem živel, dejansko sem iz gospodarstva prekanaliziral denar zase, seveda, da sem se lahko ukvarjal z politiko, sem si to sam financiral. Ni bilo obratno, kot je marsikateri primer, najprej bil politik, potem pa naenkrat podjetnik. In zato verjamem, da bi z mojo pomočjo, seveda z ekipo, ki bi jo znal tudi voditi, Ptuj dosegel drugačne rezultate, kot pa jih ima sedaj. Zdaj pa še zaključno vprašanje, tako malo duhovno obarvano. Kam se naj Ptuj usmeri? V smeri Donave na sever, se pravi Dunaj, Zaher, Torta, Skodovina, ali na jug, se pravi Čevapčiči, Splav in Lenovo. Sever ali jug, kam? Ja, vse 4 strani neba so mi ljube, in sem tudi vse 4 strani v Evropi obiskal z motorjem, vse te konce. Nekako pa spadamo bolj proti severu. Nekatere lokalne posebnosti, vera, hrana, način življenja, način razmišljanja, poslovni običaji pač spadajo na sever. Lepo se imamo na jugu, vzhod je čaroben, zahod romantičen, ampak nekako spadamo v sever. Gospod Rozman, katere številke na volitvah za vas? 7. Ptujčani, če želite dobiti 7, volite mene. Dobro, se vidimo, hvala. Prosim.